zopet vam pošiljamo en lep pozdrav s Konjskega vrha, še takoj na začetku. Tako, v stilu dobrih mož, vsi nosijo brado. Nedolgo tega me je eden izmed otrok prepoznal kot svetega Miklavža in sem bil zato neizmerno ponosen. In ravno o svetem Miklavžu bova govorila danes, in sicer prvi je na spisku, na seznamu teh 3 svetih mož in sveti Miklavž je tisti, ki nas obdaruje. Obdaruje predvsem otroke, pa tudi vse nas, odrasle, ki nosimo otroka v sebi. To je zelo pomembno, ne, ker pomembno je drug drugega razveseliti, ne. Kot sva govorila v prejšnjem prispevku, osrčiti z srčnostjo, ne, osrečiti z srčnostjo in razveseliti s temi drobnimi pozornostmi, ne samo otroke, ampak tudi nas odrasle. Sem vedno, upam, da ne gledajo tole otroci, sem vedno rekel otrokom, ko zveste, kdo je sveti Miklavž, morate vedeti, da ste zdaj tudi vi sveti Miklavž v odnosu do staršev, oziroma v odnosu do tistih, ki so vas prej predhodno obdarovali in vas bodo še, ampak zdaj ste tudi vi poklicani, da prinašate veselje v teh 3 drobnih pozornostih. In ravno o tem, kako smo poklicani, bova govorila danes, ampak najprej za začetek, zakaj sveti Miklavž prinaša darove in katere darove prinaša? Ja, to je zgodba. Sveti Miklavž je živel v mestu Mira, v Mali Aziji, tam je bil škof, in bil je zelo, bi rekel, socialno občutljiv, bi danes rekli z moderno besedo. V bistvu bil je zelo srčen človek, ne. Hitro je zaznal stisko bližnjih, ne samo, da je stisko zaznal, po svojih močeh je to stisko tudi razreševal. In ena izmed teh njegovih gest pomoči je bila tudi 3 revnim hčeram očeta, ki se brez dote niso mogle poročiti, in on je na skrivaj vrgel skozi okno tisti mošnjiček, cekino, zaradi katere so potem jim je bila omogočena poroka, ne. In v spomin na tega dobrega moža, na 3 dekleta, katerim je pomagal k poroki, upodabljajo svetega Miklavža, ko ekip nosi 3 zlata jabolka, drugače pa seveda prinaša skrivaj, skrivoma obdaruje in pa razveseljuje, temu smo tudi mi poklicani. Me pa zdaj ravno pred svetim Miklavžem zelo, bi rekel, nagovorila pesem. Ena, bi rekel, pesem, ki me je najbolj, mogoče celo, ja, najbolj zaznamovala v sporočilnosti. Napisal jo je sicer neznan v Sloveniji pesnik Matej Coklin, napisal pa jo je kot mladi fant, ne. Nedavno so bili tukaj z mano on in žena in družina in so mi podarili pesniško zbirko, ki jo je pripravila žena, in ta pesem mi je na neki način spodbudila misliti, s čim naj obdarimo otroke, da ne bodo samo veseli, ampak da bodo tudi srečni, da bodo v sebi potrjeni, da bodo v sebi sprejeti, da bodo v sebi ovrednoteni. Ta pesem je sicer, bi rekel, majčkeno kruta, ampak je dobro, da je takšna, da nas strezni, da nam da misliti in da prebudi na nek način v nas vzgib k delovanju, zaradi katerega bomo osebno bolj ovrednoteni, sprejeti in zaradi tega tudi v življenju zadovoljnejši. Naslov pesmi je Vi, ki mi hočete dobro. Takole je zapisal: Pristrigli ste mi peruti in me zaprli v kletko. Vi, ki mi hočete dobro in skrbite zame. Mraz, ki ga vi ne čutite, se mi je zarasel pod kožo. Kaj še zmeraj ne razumete, da ubijate duha v meni. Duha, ki sili v višave in zahteva prostost. Seveda, vi mi vendar hočete dobro, vse najboljše, za vas mogoče. Glej, vrata kletke so odprta. Prepozno. Hudič se ti že reži v obraz. Ohromela ptica nima več moči za nov začetek. Hvala vam. Pesem je
naravnost pretresla, ker sem dejansko v njej prepoznal naš odnos do otrok, ne. Starš seveda želi otroku samo dobro, ne. In zato kar naprej preverja, ali otrok ustreza umetno postavljenim normativom, ki pogojujejo, da bo otrok v življenju uspešen. To pomeni ne srečen, ampak navzven uspešen, ker mi pač enačimo srečo in veselje, kot sva že govorila, enačimo srečo z zunanjim uspehom. To še zdaleč ni sreča, to je veselje. In mnogi, ki so se povzpeli silno visoko, so padli tudi v silne globine notranje tesnobnosti, ker je v njih zamrla tista ptica, ki jo nosijo v sebi. Zato sem razmišljal o 3 pristopih, na kak način dejansko biti dar otroku v pristopu, ki ga obujaš k njemu samemu. In prvi dar, ne, če temu rečemo, je, da ti otroka prepoznaš, prvo zlato jabolko, ne, da otroka prepoznaš kot zlata vrednega. Glejte, ni bolj ali manj vrednih oseb, ni bolj ali manj. To si vendarle vtisnimo v srce in misel. Ampak je vsak najvrednejši v izvirnosti svoje osebnosti. Bog ne ustvarja bolj ali manj, ampak vsakega v svojem v neponovljivosti. Bog ne ustvarja po normiranih fotokopijah. Bog ustvarja neponovljivost, take osebnosti, kot si ti, ni in tudi nikoli več ne bo. In staršem je dana milost, da prepoznajo otroka in ga vzljubijo in ga sprejmejo v njegovi izvirnosti, da ga ovrednotijo. Ja, mogoče res nima najboljši dal pomnjenja, ima pa mogoče praktično inteligenco, ne? Je zelo praktičen človek, ima odnos do živali, do sočloveka, do rastlin, do zemlje, ima intuitivno inteligenco, je mogoče poet, ni bolj ali manj, ampak je vsak v svojem. In vsak otrok, pa ne govorim zdaj samo o otrocih, ampak govorim tudi vas odrasli, ki živite skupaj, je dragoceno, da se ovrednotimo v tej neponovljivosti, v tej božanskosti, ne. Če se vrednotimo samo po zunanjih merilih, smo ujetniki. Smo ujetniki manipulativnih pristopov, ne. Sej o tem sva že govorila, ne, o tem sem tudi napisal knjigo, kako misliti ta svet drugače, zelo domiselna manipulacija, ne, ki jo je treba ozavestiti in prerasti. Preraste to je pa lahko, ne pričakovati, da jo boste da jo bojo prerasli sistemi, te še dolg ne bojo, ne, ampak jo pa lahko vi prerastete v krogu najbližjih, v krogu svoje družine. Ko vsakega prepoznate kot neponovljivi dar, mu date pečat vrednosti, hčerka, sinko, uspelo ti bo, car si, tu pa tu imaš talente, to, kar zmoreš, to moraš, uresničil se boš. In srečen boš ne zato, ker si dobil 5, ampak zato, ker znaš živeti odnosnost, ne. Prav ta odnosnost je zelo, zelo pomembna. In ta odnosnost praviš, da je tisti drugi dar. To je drugo zlato jabolko, usposobljenost za odnosnost, ne. Za marsikaj nas usposabljajo, da bomo dobri kmetje, da bomo dobri, to je veliko vprašanje, če nas res, da bomo dobri kmetje, ne, ker vemo, da vnašajo tukaj marsikaj tega, kar je manipulativno, da bomo dobri na tem ali onem področju, ne. Veste, pomembno nam je pa pomagati, da bomo znali živeti odnosnost, kot zanimivo, da bomo spretni tudi v medsebojnih odnosih, ne. Iluzorno je to pričakovati, rečemo, ja, to naj starši poskrbijo, ne. Starši so prvič mnogi preizmučeni, na minimalcu so prezmatrani, ko pride, da si spočije glavo, ne, odpre pač ne vem kaj in potem rola, ker hoče na nek način odmisliti vse tisto, kar bi se mu drugače kot težave rolalo po glavah. Tu bi mogli sistemsko pristopiti, če imamo otroke radi, njim v pomoč, da se uresničijo. V tisti knjižici
95 za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, pišem 3 dni za temeljne podatke. Toliko nemogočega šrota, res nemogočega šrota, ki ga zdaj trpajo v mozak in zapolnijo miselni potencial, da misel ne more biti kreativna, da je lahko predvsem ponavljajoča. 3 dni samo za temeljne podatke. 1 dan za veščino logike razmišljanja. Ko učitelj sprašuje tako, ne da otrok pravilno ponovi, ampak da otrok na podlagi pridobljenih podatkov razmišlja z glavo naprej. Saj zato so nam dani podatki, da to so orodje, s katerim potem mi kreiramo, mislimo naprej. In 1 dan za doživljajsko pedagogiko. Ne trpati, zdaj sociologijo pa psihologijo, to je spet samo glava. Mi moramo povezati srce, mi moramo povezati doživetje z razumom. To so tabori, sobivanje, v katerih se prebujajo različna čustvovanja, na podlagi katerih se lahko prizemljimo v brezmejno ljubezen z jasnimi mejami, ki omogočajo žlahtno sožitje, v kateri se usposabljamo za to odnosnost v realnosti, v realnosti. Tu je treba pomagati, da bodo otroci postali vešči žlahtnosti medsebojnega sobivanja. Tu je potem tista druga stvar, ki smo jo poudarili, usposobljenost za odnosnost. Tukaj preprosto otroke ne smemo puščati same. Sem vesel, da so mnogi pri tabornikih, skavtih, da se prebujajo neke gozdne šole, gozdni vrtci, kaj vse. Bogu hvala, da se zopet prizemljimo v to odnosnost, ker nas sama po sebi napolnjuje. Imam po možganski kapi to srečo, da živim v tej tihoti, v tej jasi sredi gozda, v tihoti. Zakaj? Ker tihota mi omogoči zaznavnost. In toliko tega je, kar prebuja v meni globoko spokojnost, tisto srečo, ker me srči. Pa je to mati zemlja, so to drevesa, je to kapra, so to košute, ki so mi letos 2-krat dodobra izpraznile vrt. Ampak karkoli je že, nisem sam, zaznavam ta odnos. Tako kot sem rekel, 1000-krat močnejše je magnetno polje srca od razuma, ker prihaja do mene, ker me opolnomoči. Ampak mi moramo preprosto otrokom danes pomagati, da bodo vstopili v to odnosnost, še posebej zato, ker jih toliko tega namerno krade. Ker manipulanti se bojijo, da bi nova generacija prebudila novi svet. In zato jih je treba pripopati na tole in jim dejansko rolati neke zadeve, ki so popolnoma brezvezne. Vse informacije so, ampak kaj ti pomaga 6 ur tam negole rolati, nimaš pa časa, da bi stopil v živ odnos. Ne za reko, ne za zemljo, ne za drevjem, ne za živalmi, ne za človekom. Kot smo že rekli pri prejšnjem, svoboda je odločitev. Jaz se moram zavestno odločiti, da bom svoboden. Tudi jaz sem mogel na YouTubu se odločiti, da tistih kratkih filmčkov, veste, ko traja minutko ali pa še manj, ne bom gledal. Ker je pogruntan sistem, da me kradejo. In imam tu sicer kavico, ampak če bi imel vino, tako se moraš odločiti za abstinenco, če si podvršen alkoholizmu, za abstinenco od alkohola, se moraš zavestno odločiti za abstinenco do teh tatov, zelo premišljenih tatov pozornosti. Ker algoritmi imajo naštudiran, kako te kradejo. In če sem se mogel jaz zavestno odločiti za to, star človek, koliko bolj pretanjeno kradejo mlade. Ampak to nihče ne reče, da je to problematično. Dovolijo, to krajo. To je zloraba. To je zloraba, ena od zlorab, ki je pa legalizirana. Kakor da ni to nič narobe. Ampak če nam to uspe, oziroma če se to trudimo, potem pridemo pa do 3. zlatega jabolka, ki je tudi zelo pomembno. Ja, to pa je srčnost. To je pa vse. To je pa vse. Trojka je dobro. Je tisto, recimo, srčnost. Živeti v coni srčnosti. Iskati trenutke, ko nas nič drugega ne privlači, kakor pa ta moč srca.
Če se srčimo, smo notranje stabilni, psihično stabilni, tudi to je, kot sva že razmišljala, zavestna odločitev. Vedno več ljudi se zavestno odloča za več. Kajti ta bleščavec je navidezno več, dejansko te pa žere, te je, ti črpa notranjo duhovno moč, padeš v tesnobnost in potem spet ponuja neko bleščavost, to je kot droga, ne. Vedno več ljudi se zavestno odloča, da bodo drug drugemu sveti Miklavž, da bodo drug drugemu prinašali tisto, kar ob tem, da razveseli tudi osrčje in osreče. In to je naše poslanstvo, ne. Glejte, živimo samo določeno obdobje, komu bomo posvetili čas? Kdo mi je tako dragocen, da mu bom posvetil čas? Čas pozornosti pa ob tem, kar je sicer obvezno za preživetje, v tistem času, ko nismo v službi, čas pozornosti, ne, ko se gledamo, dejansko pa odmeri, kaj nam je dejansko v življenju vredno. In sami vemo, da recimo, vidim že pri živalih, ne, ona potrebuje, da jo gledaš, ne. Se spomnim, ko sem bral en časopis, ko je bil še Batos, ne, on je prišel, ker ga nisem gledal in mi je z zobmi iztrgal časopis, ga vrgel na tla in potem je pred mano parodiral, glej mene, ne. Če žival potrebuje koliko otrok, da ga gledaš, ne pa da ti tam voziš neki vozek, pa gledaš tam te, ko ti kradejo, ne. To je robotizacija, ne. Temu se moramo zavestno odločiti, iti preko abstinenčne krize, ker te frekvence so pogruntane, ne, da nam dejansko povzročijo obotegnitvi tesnobo. Mi moramo iti pač čez tiste 3 dni abstinenčne krize, če hočemo se povrniti k dostojanstvu srčnih, svobodnih ljudi. Je pa naša odločitev, ali bomo šli v tej smeri, ali pa v tej smeri ne bomo šli. Ali bomo, kot je v tisti zgodbi o orlu, kure, ali pa bomo orli, ne. Tukaj tale Matej sicer konča pesem pesimistično, pravi, glej, vrata kletke so odprta, prepozno, hudič se ti reži v obraz. Ohromela ptica nima več moči za nov začetek. Imamo moči za nov začetek, ne. Naša odločitev je, ali bomo orli, ali se bomo osvobodili, ali pa bomo kot tiste nemočne kokoški, se jim opravičujem, ne, ki dejansko so usužnjene, ki ne morejo več na pot svobode, ne. Mi se nasmehnimo, narekovajo hudičev brk, in se odločimo za svobodo. Odprimo razsežnosti duha in srca in se dvignimo na to plehkost. In s to mislijo lahko zaključiva današnje srečanje. Samo še lepa Miklavževa darila vam želimo in vi bodite tudi pravi Miklavž. Srečno.